Prvič v zgodovini se je zgodilo, da je nek obrtnik, izvoljen od obrtnikov, zasedel v državni hierarhiji tako visoko politično pozicijo. Jaz sem hvaležen najprej svojim kolegom obrtnikom, ki so zaupali vame in mi po 2 mandatih v državnem svetu namenili zaupanje tudi za 3. mandat. Hvaležen sem pa tudi svojim kolegicam in kolegom državnim svetnikom, ki so zaupali v moje znanje, izkušnje in sposobnosti in mi podelili to najprej častno, potem pa še zelo odgovorno nalogo, da v naslednjih 5 letih vodim državni svet. Zavedam se težavnosti naloge, ki sem jo sprejel, ampak sem navdan z nekim optimizmom in pogumom, ker vem, da je sedanji sklic državnega sveta sklic zelo kakovostnih svetnikov, odgovornih ljudi, ki so pripravljeni delati v dobrobit slovenske družbe. Na današnji seji sicer nismo uspeli izvoliti tudi podpredsednika državnega sveta, ampak v tem ne vidim nobene težave. Gre za demokratičen proces, gre za prepričevanje in dokazovanje, kdo je tista oseba, ki bo sposobna opravljati tudi to drugo po pomenu nalogo v državnem svetu. Pričakujem dobrega sodelovanja z državnim zborom, predvsem pa se bom trudil, da bo državni svet odprl svoja vrata civilni družbi in da bodo vsi interesi, ki so zastopani in tudi tisti, ki niso zastopani v državnem svetu, imeli svojo možnost, da izpostavijo svoje probleme, da predlagajo svoje rešitve in da so pripoznani v javnosti. Je kar, čemur boste v 6. mandatu namenili še posebno pozornost? No, najprej je treba doseči, da bomo v odnosih z državnim zborom dosegli takšno stopnjo zaupanja, da bo ponovno odločanje o odločitvi državnega sveta, da zadrži zakon ali del zakona, upravljeno na takšen način, da bo o samem zakonu upravljena tudi razprava, ne pa samo preglasovanje oziroma recimo temu utišanje veta. Državni svetniki se zavedamo, da ni naša naloga, da nagajamo zakonodajalcu, ampak da je naša naloga, da asistiramo v procesu sprejemanja pozitivne in učinkovite zakonodaje. Velik problem, ki ga prepoznavamo, je nekonsistentnost obstoječe zakonodaje. Imamo sistemske zakone, ki z nekimi svojimi rešitvami posegajo na parcialna področja, in imamo tudi posebne zakone, ki s svojimi ureditvami in določbami posegajo v sistemsko zakonodajo. Naša naloga je, da novemu sklicu državnega zbora sugeriramo, katera je tista zakonodaja, ki jo je potrebno recimo temu revidirati, kaj je potrebno poenostaviti in česa si pravzaprav ne želimo. Ne želimo si dodatnih administrativnih ovir ne za gospodarstvo, ne za kulturo, ne za šport. Želimo si pregledne in učinkovite, konsistentne zakonodaje, tako da se ne bomo tisti, ki smo odvisni od delovanja zakonov, sprehajali od uredbe do zakona in sistemskega zakona in nazaj. Mislim, da je to največja trenutna težava slovenskega zakonodajnega sistema in tu bo državni svet moral odigrati svojo vlogo.